In pa je bilo tako, okej, lej, jaz imam tok in sem mu nabral pač tam 200 rupijev, pa sem rekel, da dam to, pa pač ta kokos nazaj. Pa... Dobrodošli in dober dan v Novkaz. A Tanja se vam strašila, a? S kom govorim? Ne, nisem strašila. Sam to rabim za začetek videa. V novem dnevu. Danes je dan 3 na Mauritiusu in danes gremo na sever. Začela sva izlet luškano zdaj. Tukaj, kot vidite, so že nekje med palmicami in tako, ampak to je v bistvu dosti sred mesta. Eureka Mansion, Maison Eureka. To je neka kolonialna hiša, tako bom več povedal, ne vem, po mojem v voice-overju, pa to, ko vam bom kazal posnetke, ker si nisem nekaj prebral. Greva na kavo. Včeraj nisem kave pil. Prvič po mojem po parih letih, da nisem ene kave vsaj od dnev spil. Tako da sem jo probal eno, pa sem jo plunil ven, ker je bilo nope. Tako da ja, gremo zdaj noter. Itak je vstopnina po mojem, ampak ja. No, to pa je. Plačaš 300 rupijev, kar še zdaj ne veva točno, koliko je to na osebo. Po mojem je 6 evrov, 5-6 evrov na osebo, tako da ni nekaj velik. Pa priješ noter lahko pa na kavico, sicer je pač valjda vse še posebej za plačati, ampak pač sediš tako v teh njihovi kolonialni hiški, no, kar vili. Bom pokazal vam zdaj, tako se to videti, kaj na klipu zraven, kaj bom vrtel, ampak je res je hudono. Tako, zdaj, kaj Tanja pogleda, je taka neka ameriška ekspeditorka, ki je prišla raziskovati nek afriški turizem. Tako no. Evo, midva so spila kavico in zdaj v teh 300 rupijev, se pravi okoli 6-7 evrov, ki sva midva plačala, imaš pač tur cele hiše, 4 slapove, se ogleda zunaj celotne vrtove in vse. In tako no, vam bom kazal klipe vmes, malo se bom tako le javljal, malo bom pa delal voice overje. In po dobrih 5 minutah hoje po džungli prideš do slapov. Res je lepo. To je prvi waterfall, pol je drugi waterfall, tretji pa četrti, pa se še naprej, tako da greva tudi še po tja. Ampak najprej bova pa klele uživala malo v temle razgledu, ki ga imava za sabo. Pača lahko to, no. To je tako kot neka oaza sredi ničesar. Tam zadnji spodaj je še en slab skrit. Tam gor zgori je v bistvu tako pečine džungle in fuck, to je tako noro, glej, pač to je ka pravica, to je res ka film, no. In tako lepo, grande finale, še zadnji slapek tamle dol. V bistvu klele okolje pa res taka pravlična dežela, no, le to. Kjer so te palme, no, to je noro. Tako da ja, evo Eureka Mansion in okolica se tukaj končuje, zdaj pa gremo še malenkost bolj proti severu. Pa sem ugotovila, da v bistvu škoda, ker nimava kopalk s sabo, ker tle se po mojem da kopati, sicer te po mojem piranje pa pijavke požrejo živga, ampak za Instagram vse. Dobar je. S kratkim postankom v shopping mallu La Croissant, a nekaj tazga se imenuje, ampak ni croissant, ampak kavica obvezno, tako da imam rogličke in pa po šokolad. Tanja ima KFC, kaj imaš, kaže oblikico? Cute. Prej bila zvezdica, pa tako vzela si je magnakce, pa take zadeve. Tako da ja, kratek postank, pa greva pa na Grand Bay, zalivnik, plaža, tako ful ogromno. Peljala sva se čez Port Louis, glavno mesto. Pa nisva nekaj impresionirana na tem, ker sva videla zdaj, ko sva šla sami. Sam se mogoče pa, ko se ostavaš, pa tako malo več sajta vzameš, še po mojem boljš. Tako da ja, tole spijemo kafe, pa gasa proti plaži. Pismo, ne bi od Mauritiusa pričakoval, da imajo toliko ogromne shopping centre. No, to je tako ful podoben Dubaju, a veš, vse okolje je taka bolj ruševina, tako malo egipčansko zgleda, vse pa priješ pa tako nek ogromen shopping center zraven. Tako da zdaj smo v temu Grand Bay in zdaj greva peški lepo proti obali, pa ob obali proti eni Peri Beach. Tako, neka plaža pa je ful lepa. Tako da bomo videli, kam nas pot zanese. Tanja si noro želi ta kokos, ki ti ga tako odrežajo
tega, ne? In dobi slam software in to bo zdaj dobila. Jaz častim iz skupnega denarja. Tako da pokažem to pripravo. Po mojem zna biti zelo zabavno vse skupaj. A ne, Tanja? No, da bomo videli. Pa bom pa obdržala. A koliko znam nesla? Ja. V tvojemu ruzaku. Sam da je kokos pa je srečna, no, lejo, vesela. Turisti, pač kačeš. Takole, se lahko dol malo sedeš v obalo, lahko malo povem o samem, nasploh Mauritius. Na čem sem najbolj presenečen nad čistočo? Zaradi tega, ker moja starša sta bila nedolgo nazaj na Maldivih. In nista bila sicer v nekem unem rezortu, ker daš pač 5 ur na noč pa tako, ampak sta bila pač tako ala divji Maldivi varianta, ne? In je fora v tem, da tam je res umazano vse. In od obale do samih mest, da tako klede moram pa reči, da ful pucajo stvari, plaže so čiste, morje je čist in na jugu, in na severu, in na zahodu, ker sva midva, tako da bo videla, kako je na vzhodu, pa še, ko greva jutar. Ampak ja, res je vse čisto, vse je ful lepo, ljudje so res noro prijazni. Za jest imaš kjerkoli, za pit imaš kjerkoli, malo se prilagodiš, pa vzamaš na nekem štantu, pa tako da so far, so good, nisem imela nobene zastrupitve ali pa karkoli, no, noro uživava, ful je fajn. In ja, you go Mauritius. In sedaj sem prišla v Perry Beach, lepa plaža, sinje modra voda. Ko sva hodila sem, so sami rezorti. No, glede na severu pa res vidiš, to so te rezorti, kamor ljudje grejo na medene tedne, kamor hodijo malenkost bolj bogati ljudje, kot smo mi, a ne? Ampak je pač tako, ko bomo enkrat bogati, ko bomo, mrzla voda, ko bomo enkrat ful denarja, ko bo tale YouTube kanal zalaufal, pa ko bomo plačeni za to, da potujemo, takrat pa pridemo sem. Tako da ja, tako lepo to zgleda. Tako da, ker res na posnetku ni toliko sinje modra voda, kot je v resnici. Pač jaz ne vem zakaj, ampak malo se vita, ne. Top. Zdaj pa kavica, pa nekaj pojest, pa vidimo, kam nas bojo plani zanesli. Takole, kosilo sva pojedla. Vzela sva si kar tako en momentek tukaj v eni palačinkarnici, gledava na plažo. Sicer je cestno vmes, ampak vse je ful dobre palačinke, najprej slane vsak, pa še skupaj eno sladko. Tako pa res lušten ambient, ful prijazna gospa. Se mi zdi, da ona je tako neka tujka, oziroma francozina, prišla iz Francije, sem odprla tole palačinkarnico, kle, gor oddaja malo prtmajčke, prav top. Zdaj gre pa na en ful lušken kao toček, ki je tudi nek viewpoint, pa nek tak fotospot varianta. Pol pa proti avtu, do ene cerkvice, pol počas pa nazaj proti fletu, pa danes spet neka šmapljačka, pa tako malo v Luizi, pa vidite, kam nas dan zanese še naprej. Seveda midva ne bi bila midva, če ne bi sred najbolj turističnega dela Mauritiusa zatavala v bližnjico proti tem, kjer imamo midva avto parkiran in končala, nimamo pojma, kje sva, ker sva v neki, ne vem sploh, kako bi poimenoval ta okoliš, v kakršnem sva. Vse kot lahko vidite, pač ni nič naokolo, ne. Tanja, kam morava jeti? Kaj? Okej. Imava offline GPS, tako da vsaj to. Ampak ja, tako se delajo jami avanture, tako da te vedeli, če te kdaj z mano potovali. Ali pa Stanjo, saj ne vem, kdo se zdaj tole spomnil, tole pot. Se vidimo, če preživimo. Ste dobili odgovor. Civilizacija, tako je McDonald's, yes, shopping center. Tako da sva vada prišla, malo sva hodila ob glavni cesti tudi, ampak ja, zdaj sva spet pri avto lepo, tako da vsi ful gledajo, po mojem moj nov telefon gledajo, kako mi ga bojo splisnili zdajle. Ja, tako da bom pospravil telefon, ker mi je malo neroden. Se vidi, zdaj gremo pa nek Instagram spot do ene cerkvice na koncu rta. Tako da tukaj zadaj je Notre Dame Auxiliatrice na Cap de neki nam to. Ful luškena hiška, te barva v zadnji morje, modro, lepo, res lepo pride. A ne, Tanja, se strinjaš? Ja. Tanja se spodobno obleka, da greva zdaj lahko noter, da se pokrije ramena in trebuh. V bistvu se trebuh je najhoj problem, po mojem.
Ta je najbolj vesela, ker je pozvonila zvonček. Ta je najbolj vesela, ker je pozvonila zvonček. Zdaj ne jo prišel loviti. V bistvu se res sliši, da bi neka vojna napovedala, da neka vojna ladja prihaja. Ok, zdaj se moramo pomiriti. No, takole v bistvu izgleda zadnji z avtocerkvico. Tule peščena plaža, lepo, tele vulkanski kamni, dost mer je lepo. Sončen zahod bo hmal, tako da še to sva ujela, kaj češ lepšega bi človek lahko rekel. Evo takole, današnji dan bom jaz zaključil kar tukaj v taki sceneriju, zadnji cerkvica, zadnji sončen zahod na drugi strani, prijetna sapica in 25 stopinj, res lušten dan, vsak dan do zdaj bo polno izkoriščen, Mauritius se res vredno gleda. Tako, veš, kaj ti rečejo, ne vem, Mauritius, pa si rečeš, ja, se to samo turisti pa puni hodijo, pa tako, ja, v rezortih je ful lepo, ostalo je pač kar nekaj. Moram reči, da sem noro navdušen nad samim otokom, nad vibom mesta, nad vibom ljudi, tako ful so prijazni vsi, ful ustrežljivi, vsi ti pomagajo. Tako no, res tako lučkano, tako da lahko noč, oziroma midva bo šla počas zdaj po levi strani proti apartmaju na Urcu se furat. Mogoče še kaj danes, ne vem, kaj greva, nekaj pijačka ali pa kaj jest, ampak drugače pa pač vidimo jutri v novem dnevu, kaj greva pa raziskovati. Tako da ne pozabiti subscribati, ne pozabiti spremljati Yummy Aventure tukaj, Yummy Aventure na Instagramu, pač posod. Pa se vidimo. Ajde, čau. Se vem, da sem rekel, da se ne bom več javil, ampak ob takem sončnem zahodu se peljeva proti domu, pač jaz se počutim kot v filmu, res to je. Ne vem, kolikrat se že pojavil, se počutim kot v filmu, ampak se pač res, no, leto, balano. In pol naprej pogledaš in vidiš naprej od Palam do tam v zadnji gorovi, na drugi strani imaš morje, pač noro, no, le kako je tam dobro, ej. Dobro jutro, oziroma pri nama že kar dober dan. Javljava se izpod hriba Le Morne, eden izmed višjih hribčkov tukaj, tako da greš lahko hodati gor. Čaka najo 3 ure hajka, ful gor, narediš 500 višinca v eni urci. Tako da najprej se sestavlja na kavico, pa na tale odličen bagel, zdaj pa gasa gor. No, pot do sem je nora, pač po luknjah so takih furah dobro, da imamo full insurance, da tudi če kaj naredi, da ni nobene panike. Tako da ja, se javljam s poti, a prav. Se v bistvu je treba sam tja gor nekam prijeti, te opice ponašajo. Tanja, bo? Bo. Boš preživela? Zdaj bavi. Ja, jaz sem drugač ta hribolazec na eni družbi. Hello, hi. Jaz sem ta hribolazec na eni družbi, ker sem ful navajen hoditi po gorah slovenskih, pa to. Moj najvišji vrh je Prevala, Štrukli z Milko. To je to, zato sem šel gor, da ga še ne bi šel. Tako da ja, moj bagel ni bil ravno presežek, ker sem naročil chicken bagel, dobil sem bacon bagel, tako da sem notar samo slanino pa sir. Sem slanino ven zbrsko pa ostalo pojedel, tako da imam energijo, da zdaj lahko ridem kle gor v hrib. Tako da ja, je pa ful lepo, skozi gledaš dol na morje, lepo, džungla, dobro urejena pot, tako da top. Ja, gor morava iti in vam pokažem ljudi, ki plezajo gor po skalah, tam bova tudi midva mogla plezati. Se bova v bistvu tam odločila, a bova šla po toj nevarni poti ali ne. Nama je ratal, ne rečem, da je bilo to edne. Saj pot je še dole, ne, ampak več razgled je res izjemen, ampak jaz sem presran kamaček, priznam, ker to pač plezaš. Tanja pravi, da v Sloveniji je bilo to označeno kot zelo zahtevna plezalna pot. Tako da, ker dela tako pa klej brez zajle, brez vsega, pač dobro doma so perge, da niso v papučah, ampak res je, razgledi so fenomenalni, pač to je bolano, to je noro, kar klej gor vidiš, sam pot dol, bo pa tudi zabavno, zaradi tega tudi ne snemam, no, upam, da razumete, da to ne bo noter v vlogu, ampak pač vmes med tisto hojo gor pa dol ne morem tega snemati, žal. Tako da se vidimo, ko pridemo na poden, ker pridemo na pot. Varno, po nogicah, lepo po korakih pridemo dol. Ko prideva dol, bomo rekli, da je bilo vreden. Ja.
Evo, na tej točki sva rekla, da se malo javba, ker sva se lahko ustavila, lej, tako dalje, v bistvu pečina, po kateri plezeš. Se sva skoraj na polovici, pa malo pa bolj ravno počne naprej. Ale oni imajo pa klin, pa štrik, se zavezujejo. Cari, mi da tudi lahko to imela. Pa še zajtraka, komi da nisva imela. Kje še ne kline? Se vidimo, kaj prekorakava to dol. Tako najbolj zdaj, mi dva hodva dola, ne? Zdaj varno sva prišla do dol, no, tako da Tanja, bam, to je to. Hodva prav dol in postojita dva, pa gledata gor v šumo. Pa mi da tako, watch your looking at, ne pa ona tako, monkeys, pa Tanja. Oh, run. Ona je pa najbolj navdušena, mi da pa tako, opice, veš, no. Hudo, še malo dol, po tej lepi potki, pa proti Chamre, nimam pojma, kako se izgovori, ampak mislim, da je to neka, imaš Seven Colored Earth, tam nek geopark, imaš slapove, tako da bo ful luška, no. Eno kavico me še probava nekam stisniti trgovino, pa upava, da ne opice zdaj ne napadajo kle v tej džungli. No, in midva sva zdaj prišla v Chamre geopark, zdaj sva pri slapu in se v bistvu tako pelješ iz točke v točko, plačaš 500 rupijev na osebo, se pravi Jurija rupijev sva plačala, kar je približno 20 evrov, se pravi 10 evrov na osebo je vstop. Lahko hajkaš okoli, lahko se z avtom pelješ z ene točke do druge točke, je pa tako malo več turistov, ampak še vse ni tako, da bi bil džumbus, pa ne vem kva, je pa ful lepo, no, spet, oziroma vse več, ko to podarjam, skozi da je ful lepo. Klele bo zdaj slab, pa greva na ta Seven Colored Earth. Pa tukaj je tudi cool. Tako da ja, Chamrel geopark. Sva prisluškovala zdaj. Ta Chamrel waterfall, to je v bistvu največji slap na otoku Mauritius. Dobro, da turisti, kakšni govorijo tudi malo angleško, da jih pa mi poslušamo, pa lahko to uporabimo v našem vlogu Yummy Aventure. Zdaj pa greva naprej proti Seven Colored Earthu. Kavica. Tole, in zdaj sva prišla na eno izmed največjih znamenitosti na Mauritiusu, Seven Colored Earth v Chamrelu, in to je v bistvu to. Se uživa, se ful lepo vidi, se bom probal še tako posneti, da se bo res videti te barve. Gre za v bistvu posledico, ker se ta njihova kamnina zaradi visoke vsebnosti železa in kovin noter pol oksidira in vsak izmed elementov se drugače obarva, ko oksidira, in zaradi tega pač nastane toliko različnih barv. Ne bi bilo 7 barv, sicer jaz v resnici pravim, vidim 2 ali pa 3, ampak po mojem, če jih nas dobro oko opaziš, tudi to. Glede na to, da je tukaj še plantaža kave, bi bil že kar greh, da ne bi se stavila na kavici, pa zraven smo še videli, da imamo bagetke francoske in take zadeve, tako da idealno, res top. In potem se malo odpelješ iz Chamrela ven in prideš, oziroma malo odpelješ, v bistvu se odpelješ nazaj po isti poti, kot smo šla midva prej, ker smo šla na hrib, ker tamle gor zadnji v bistvu, zdaj so glih drevje, tamle gor za nama, no, je tista gora, kamor sva zjutraj plezala. Zdaj sva pa na plaži Le Mon Public Beach, ki izgleda pač kar rajsko, kot vse plaže tukaj. Ne pa malo šetnje, nek najdete mogoče eno trgovinco, raba voda, raba kaj za poješek, čeprav sva jedla, ampak tako, nekaj za snekat. Pa Tanja se gre kopat pol, pa snorklat, pa take zadeve. Medtem, ko se je Tanja skopala v morju, jaz sem namočil kolena v morju, jaz sem odspal eno kitico pol urice na obali, greva zdaj tukaj proti coconut standu, kjer bova se odločila, da bova kokose. Jaz razmišljam, da bi tale smuti, papaja, ananas, banana, bomo videli, kaj bo, ampak to je tako res najbolj naturko, kar je lahko. Ja, bila sva v zelo nerodni situaciji, bi človek temu rekel. Jaz sem bil sveto prepričan, da imamo denarnici bankovec za 1000 rupijev, je bil pa bankovec za 100 rupijev. In to sem ugotovil šele pol, ker mi je on povedal, da je to banko za 100 rupijev. In mi dva znamo tako, ja, tu kokonec split, ful dober, jaz še ful snemam zraven. In on mi dam bankovce 300 rupijev, vse skupaj, vse ful pocen, kul, mu dam kao Jurija, in on tako, this is 100, tako, no, 1000. In mi pa kaže res tako, 100. In pa bilo tako, okej,
Lej, jaz imam tok in sem mu nabral pač tam 200 rupijev, pa sem rekel, da je dan to, pa pač ta kokos nazaj, pa bova samo enega vzela in pa je bil najbolj tako, vem kaj. Pa sem mislil, da bo pa rekel, ajdemo, da ti dan ta kokos še zraven, pa 200 rupijev, pa smo zmenjeni. Ne, da je vzel kokos nazaj, pisco, pa denar. Ampak mava pa kokos. In še eno ugotovitev sva ugotovila. Jaz sem mislil skozi, da sem puščal full rupijev, a ne tako za tringelt, ampak gor piše pač tako 20, pa na drugi strani pa 16. In v bistvu 2016, sem pa skozi mislil, da po 20 rupijev puščam in full, no ja, s kartico plačam, pa mu dam pač tisti kovanček ali pa 2, oziroma ponovadi sem ja tako po 1, 2, 3 sem dal kovančke pač zraven, kao da pustiš recimo 1 euro tringelta, na kar ugotovim, da sem tako pustil po 3 rupije, kar pa mojem še par centov ni. Jaz pa najbolj joja, kle, keep the change. Fuck. Tole pa prav pravice za oči gledati, tele kajtre, ko obvladajo. Noro, ej. Stanje ugotavlja, kako bi midva izgledala na teh kajtih. To po mojem kar letela po zraku. Sicer brez deske, pa brez vsega, pa po vse verjetnosti ne nad morjem, ampak kar klela nad plažo, ker ne bi mogla kontrolirati tega, ampak bi pa letela. Ne, res zakon. Razmišljam o tem, da bi šla naslednji let na Portugalsko, sicer ne kajtat, ampak surfat. Camp surfanje, to bi kar šlo. Tako zdaj z Mauriciusa, trek letivati, ja. Bi bilo fajn. Tako da ja, s tem po mojem se današnji dan kar tukaj le končuje, mi da bo šla počas proti stanovanju, oziroma ne veš, ali greva kaj jesti, greva v trgovino, morava to zihar, začeti na pijačko, tako bova videla, kam naj pot zanese, tako da se po vsej verjetnosti vidimo jutri. Subscribite še danes, vse veste, ko se subscribe, like, komentirajte, delite in to, pa se vidimo jutri v novem dnevu. Ajde, čuske, bye bye. Perfekten zaključek večera pri Roku Flandru v Ensa restauraciji. 10 let pa danes, kar je sneman ta vlog. Top za jesti, top za strežno, vse je zakon.